Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci TV Ljubljana, moja današnja gostja je prav posebna oseba. Ukvarja se z gluhoslepoto. Danes boste izvedeli, kaj je to. Gostja pa je doktorica Simona Gerenčar. Lepo pozdravljena, Simona. Lepo pozdravljeni. Midve se kar tikava, ker se že nekaj let poznava. Namreč Simona je bila prva, ki je k varuhu človekovih pravic pred mnogimi leti, ko sem bila varuhinja, pripeljala nekaj oseb z gluhoslepoto. In takrat moram reči, da sem prvič izvedela, da to obstaja. Poznala sem gluhe, naglušne, slepe, slabovidne, nikakor pa si nisem mogla predstavljati, da obstaja kombinacija obeh invalidnosti skupaj. In od takrat zelo aktivno sodelujemo, podpiram vse njihove dejavnosti, danes pa boste tudi vi izvedeli več o tem. Doktorica Gerenčar je diplomirala in doktorirala prav tudi z tega področja, kaj ne, in sicer na Visoki šoli za socialno delo. Kasneje si postala, seveda naloga tvoja je bila povezana, o tem te bom še spraševala, celo z Madžarsko. Zakaj? Zato, ker si živela tam blizu, torej znaš tudi madžarščino, kar je kar redko. Vse druge jezike še nekako obvladamo, madžarščina se mi zdi izjemno težka. Si pa generalna sekretarka Združenja Dlan. Avtorica mnogih prispevkov, knjig, zelo dejavna na številnih predavanjih, različnih področjih dela z temi osebami. Poznam te pravzaprav kot tolmačko za jezik gluhoslepih in tudi zelo dejavna pri vpisu tega v ustavo. Bi morda, Simona, za začetek povedali našim gledalkam in gledalcem, kaj je gluhoslepota? Hvala lepa najprej za povabilo v oddajo. Me izjemno veseli in hvala tudi za vsa ta številne vprašanja, na katera lahko odgovorim. Namreč, ko govorimo o gluhoslepoti, imamo v mislih posameznika oziroma posameznico, ki ima hkratno okvaro sluha in vida do tolikšne mere, da se te dve oviri ne moreta nadomeščati. Kar pomeni, da v bistvu posameznik okvare sluha ne more nadomeščati z vidom in obratno. In ravno takrat seveda govorimo o gluhoslepoti, ki je samostojna invalidnost. Nikakor ne govorimo o tem, da bi lahko nekako sešteli gluhoto oziroma okvaro sluha k okvari vida in obratno. In prav zaradi tega terjajo taki posamezniki individualni pristop, individualno delo s posameznikom in seveda veliko mero tudi potrpežljivosti, razumevanja, strokovnosti nenazadnje in tudi veliko mero empatije pri posamezniku. Zdaj seveda, ko ste izpostavili tudi to mojo pot nekako do gluhoslepote in tudi naprej, moram reči, da sem leta 2015 na Fakulteti za socialno delo v bistvu doktorirala z področja gluhoslepote in sicer družbeni položaj oseb z gluhoslepoto v Sloveniji in na Madžarskem. Zakaj sem to tematiko izbrala? Namreč zaradi tega, ker sem, tako kot je bilo ste pač omenili, v bistvu odraščala pri madžarski meji. Od tam izhajam in mi je bilo izjemno zanimivo, namreč tudi vse skozi v vseh teh 20 letih delovanja sodelovati z Madžari, kjer v bistvu ugotavljam, da imajo Madžari drugačen pristop do te invalidnosti. Kakšen pa? In sicer so veliko bolj odprti. Tam v bistvu druge skupine invalidov podpirajo gluhoslepoto in jo doživljajo kot eno najtežjih invalidnosti. In v bistvu tudi druge skupine invalidov pomagajo organizaciji gluhoslepih, zato da čim več doseže. V slovenskem prostoru je potrebno še narediti nekaj pomembnih korakov v tej smeri in se mi zdi zelo pomembno, da na nek način se lahko tudi zgledujemo po sosednjih državah, obenem tudi, da imamo absolutno vedno njihovo podporo.
Prihajajo tudi na naša srečanja. Videla sem enkrat Madžare, ko so bili na neki obletnici. Kdaj je pravzaprav dan gluhoslepih? Ja, v bistvu z Madžari sodelujemo že od samega začetka, pravzaprav že pred ustanovitvijo Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan, kar pomeni, da so bili že pred tem v bistvu naši svetovalci in podporniki in tudi so nudili veliko pomoč pri sami ustanovitvi. Vsake toliko seveda prihajajo tudi v Slovenijo in tudi mi odhajamo na Madžarsko. Skratka, to sodelovanje je izjemno dobro. Zdaj dan gluhoslepih. Evropski dan gluhoslepih je 22. oktobra in tudi letos 22. oktobra ne le, da bomo obeležili ta dan, ampak tudi praznujemo 20 let našega delovanja. Kar bo seveda še posebej pomemben mejnik, hkrati seveda tudi na ta dan prihajajo tudi drugi tujci, ne samo Madžari, in se tega zelo veselimo. Obenem je pa za letošnjim letom tudi sprejet 27. oktober kot mednarodni dan gluhoslepote. In je to seveda še dodatno velik dosežek na področju gluhoslepote za vse nas. Kako pa je s tolmačenjem za gluhoslepe? Mi poznamo znakovni jezik za gluhe in naglušne. Kaj prihaja v poštev pa pri gluhoslepih? Ko govorimo seveda o sporazumevanju z ljudmi z gluhoslepoto, je treba imeti v mislih, da ljudje, ki torej ne vidijo in ne slišijo ali vidijo slabo in slabo slišijo, potrebujejo nekakšen drugačen pristop. In tukaj govorimo o jeziku gluhoslepih, ki se seveda izvaja preko dotika. Ravno zaradi tega, ker je dotik tisti najzanesljivejši prenosnik informacij za posameznika z gluhoslepoto. In treba je poudariti, da je jezik gluhoslepih bil vpisan v Ustavo Republike Slovenije leta 2021, kar pomeni, da smo prva država na svetu, ki je vpisala jezik gluhoslepih in ga seveda s tem tudi priznala. Sedaj pa, kar se tiče tolmačenja, pa je še en izziv, namreč že od takrat se vse skozi v Združenju Dlan prizadevamo za to, da bodo tudi ljudje z gluhoslepoto pridobili pravico do tolmača. Kajti, ko človek ne vidi in ne sliši, je pravzaprav nujno, da mu omogočimo, da se lahko vključuje v družbo, da mu omogočimo, da mu damo tiste pravice, ki mu kot človeku ki mu morajo pripadati kot človeku. Kajti s tem ga šele potrdimo, s tem mu omogočimo, da je človek. In ravno zaradi tega se prizadevamo za to, da se tudi sprejme predlog zakona o uporabi jezika gluhoslepih, ki je seveda v postopku in čaka seveda na obravnavo. Tega se seveda zelo veselimo, kajti še enkrat bom poudarila, do trenutka, dokler zakon ne bo sprejet oziroma tudi ne bo veljal, pravzaprav lahko govorimo samo o tem, da ljudem z gluhoslepoto tolmačimo prostovoljno oziroma pač srcem. Kar pa ni pravilno, ne? Potrebno si je prizadevati, da bi imeli vse te pravice, ki jim pripadajo. So tudi drugod v tujini priznane te pravice ljudem z gluhoslepoto? Zdaj, če seveda prejle sve omenjale Madžarsko, lahko rečem, da pri njih že od leta 2009. Ne? Tako da se mi zdi, da ne glede na to, da mogoče bi imeli kakšne pomisleke glede Madžarske, se lahko na tem področju pri Madžarih zgledujemo. Kar je lepo. Midve bova seveda ta prvi sklop nekako zaključili, vendar imava še ravno toliko časa, da morda poveva, zakaj je nastal nek poseben film o tem. V drugem delu bova pa o tem govorili, naše gledalke in gledalci ga lahko v ozadju tudi vidijo. V letu 2023 smo pripravili tudi prvi dokumentarni film o osebi z gluhoslepoto in sicer z naslovom Moč dotika. Želeli smo z njim v bistvu predstaviti to področje gluhoslepote, tudi ljudi z gluhoslepoto in v bistvu mogoče tudi malce razbiti stereotipe o tem, kakšni so lahko ljudje z gluhoslepoto. Želeli smo prikazati, kaj vse zmorejo ti ljudje in nenazadnje, da tudi mi kot ljudje prepoznamo v svojem krogu, v svojem okolju take ljudi,
in jih morda napotimo v združenje Dlan, da jim lahko potem pomagamo in izboljšamo In o kakovost. tem, kako je v združenju Dlan, kaj se dogaja, kako prihajajo k vam ljudje, bova spregovorili v drugem delu in potem nadaljevali še v tretjem, kajti naše gledalke in gledalci zagotovo premalo vedo o teh osebah. Tako da veselim se nadaljevanja oddaje, kjer bova najprej spregovorili prav o teh osebah, česa vse so sposobne in zmožne. Hvala zaenkrat. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, nadaljujemo pogovor z doktorico Simono Gerenčar. Govorili sva na začetku, kaj je gluhoslepota, kako je z vpisom tega jezika v ustavo, kaj se dogaja, komu smo lahko mi vzor ali drugi nam, predvsem Madžari, kot je bilo rečeno. In sedaj bova nadaljevali morda starejšimi, kajti naslov naše oddaje je Moja modrost, aktivna starost. Kako pa je s temi ljudmi, ali so lahko aktivni in na katerih področjih so? Ja, ko govorimo seveda o gluhoslepoti, jaz vedno pravim, da jih lahko razdelimo na več skupin. Ampak če govorimo danes o ljudeh, o starih ljudeh z gluhoslepoto, bi jih jaz nekako vsaj izpostavila torej dve skupini. To so ljudje, ki so starostno gluhoslepi, torej ko se gluhoslepota pojavi po 65. letu starosti, ali pa seveda tisti ljudje, ki so že prej tekom življenja postali gluhoslepi, in so seveda tudi v starosti gluhoslepi, ne? In tukaj govorim seveda o dveh zelo različnih skupinah. Kajti nekdo, ki je postal gluhoslep po 65. letu starosti, ima že številne izkušnje. Bil je morda odločevalec v življenju, imel je družino in tako naprej, ne? Medtem ko nekdo, ki pa v bistvu z gluhoslepoto živi že vrsto desetletij, in je seveda potem še tudi star, drugače doživlja gluhoslepoto in tudi drugače se spopada z izzivi v življenju. Zdaj, če govorimo o ljudeh s starostno gluhoslepoto, to so ljudje, ki v bistvu zelo, zelo težko sprejmejo, da naenkrat ne slišijo več in niti potem ne vidijo več. Kako se spopasti s takimi izzivi, kako ravnati s tem, kako to tudi sprejema okolje, kako v bistvu spet osmisliti življenje v takem stanju. To so seveda temeljna vprašanja, pa seveda ne nazadnje tudi komunikacija s takim človekom. A si znamo sploh predstavljati, da nekdo, ne vem, je do nedavnega slišal, je do nedavnega komuniciral, se lahko vključeval v družbo, potem pa, tako mi pravijo, ne, gluhoslepi, pravijo, sem se neko jutro zbudila in nisem več slišala laježa sosedovega psa. In nisem vedela, kaj se dogaja. In potem, čez 2 leti, sem se eno jutro zbudila in je bila zavesa pred mojimi očmi. In ta zavesa se ne odgrne več. Torej, to so situacije, ko potem se tudi posameznik vpraša, kako s tem naprej. In kako svojci to doživljajo. Kaj se je zgodilo z našo mamo, kaj se je zgodilo z našim očetom. Ali je dementen, ali je kaj drugega, ne? Ali kdo sploh pomisli na gluhoslepoto, ali kdo sploh pomisli takrat, ko vpraša tega človeka, kaj boš za večerjo in bo ona odgovorila, ne vem, čisto nekaj tretjega, ali odgovori zaradi tega, ker pač tokrat ne sliši več. In kako ravnati pravzaprav pa s temi ljudmi? A je bolje doma? Če so sami, je najbrž težko, kako je s to osebno asistenco, ali je bolje v institucijo, oziroma pri institucijah imam nek pomislek, težave, kdo bo tam njim tolmačil, kako bi se znašli v instituciji, recimo v domu za starejše. Take situacije so vedno izziv za vse, tudi za celotno okolje, ne? Kako se bodo s tem spopadali, ampak še vedno zelo velik izziv pa je tudi za posameznika, ki tega stanja običajno niti ne zna sprejeti. Druga stvar, se niti ne identificira kot gluhoslep. In tudi, če ga srečamo, on ne bo rekel, jaz sem gluhoslep. Ampak bo pač rekel mogoče kvečjemu v pogovoru kasneje tudi
pove, ne slišim ali pa ne vidim. A so ti in ljudje slabo sploh slišim. sami lahko na cesti, ker vidimo slepe s palico psom, gluhi se pogovarjajo z znakovnim jezikom. Mislim, da gluhoslepih pa najbrž tako prosto na cesti v avtobusih ni ali so. Zdaj, lahko seveda so nekateri posamezniki, ki imajo še ohranjeno toliko vida oziroma sluha, da se lahko na to čutilo delno oprejo. Vendar so tukaj zelo velike nevarnosti. Ali bo lahko se premikal v prometu, kajti potrebno je tudi vedeti, da so le redki posamezniki z gluhoslepoto tisti, ki imajo danes osebno asistenco. Tukaj seveda velik vpliv ima tudi okolje, ali bo nekdo rekel, naš posameznik oziroma naš družinski član potrebuje osebnega asistenta, ali mogoče ga rajši osebnega asistenta niti ne spustimo v naše družinsko okolje. Jaz bi tukaj izpostavila še eno stvar. Mnogokrat tudi ne samo starejši, tudi nasploh ljudje z gluhoslepoto, sploh ko niso razumljeni, doživljajo tudi takšno ali drugačno nasilje. In ko je nasilje tudi prisotno v družini, takrat je seveda zadeva še toliko bolj občutljiva. Izpostavili smo prej tudi to, kako pa živeti potem v instituciji mora biti. Ne? Zdaj, v instituciji so ljudje z gluhoslepoto, tudi po mojih raziskavah sodeč, v bistvu tisti, ki so tam nekje. Kajti manjkajo pristopi, manjka način sporazumevanja in tudi načini dela z takimi ljudmi z gluhoslepoto. In če smem mogoče uporabiti ta izraz, ki sem ga tudi takrat v doktorski nalogi uporabljala, ljudje so založeni, tam nekje obstajajo. Koliko pa z njimi delamo in na kak način, je seveda druga stvar. In če mogoče samo zato, da bodo tudi gledalke in gledalci si lažje predstavila en primer, ko v bistvu pridem do osebe z gluhoslepoto, mi pove marsikaj. In pove tudi, če je doživljala takšno ali drugačno nasilje tudi v instituciji. Nemalokrat se zgodi, da ravno zaradi tega, ker uporablja drugačen način komunikacije, seveda ta trenutek govorim o osebi, ki je vrsto let že in desetletij gluhoslepa in seveda uporablja posledično zaradi tega tudi drug način sporazumevanja. In pravi, veš, ne dovolijo mi, da komuniciram. Sem rekla, kako ne dovolijo, da komuniciraš? Ja, zaradi tega, ker vsi mislijo, da se jaz kregam, da se derem, ali pa kaj, ne vem, ne razumem. Ne? In potem po preverjanju tega res vprašam in rečejo, ja, veste, se ona ves čas krili za rokami, ona ves čas počne neke stvari, kar pa ni ok in vsi in napada druge ljudi. In sem rekla, ne, to ni napad. To je samo njen način komunikacije, ki je drugačen. Življenje ji ni dalo priložnosti, da bi se naučila znakovnega jezika. Ampak ima razvit nek svoj način komunikacije in tega želi uporabljati za svojo sostanovalko, ki uporablja podoben način komunikacije. Ne? In ko sta seveda skupaj in ko se tudi preko rok držita, torej za roke in komunicirata, je to samo komunikacija. Tukaj ne govorimo o nasilju, ne govorimo o tem, da nekdo drugega napada ali pa da bi bil kakorkoli nevaren. Ne? Ampak tukaj seveda govorimo o tem, da tudi mi kot družba in tudi v ustanovah ljudje moramo biti toliko bolj prilagodljivi in razumeti, zakaj gre. Kajti, če človek ima potrebo po tem, da se do njega pristopi drugače, če ima potrebo po tem, da lahko komunicira samo na način, da se ga prime za roke in preko dotika, potem je to treba omogočiti. Govorili smo o osamljenosti starejših. Kakšna je pa ta osamljenost pri gluhoslepih? Še večja, kaj ne? Absolutno. Pri ljudeh z gluhoslepoto je ena od največjih socialnih posledic zagotovo socialna izolacija. Mnogokrat ti ljudje tudi iz nekega strahu, ki se razvije, si predstavljamo, da človek že nekaj desetletij ni razumljen v okolju, kjer živi. In kjer nenehno dobiva tudi sporočila, da morda ni ok, ni dovolj, ne zna, ne zmore, ni sposoben in tako naprej. To je seveda tisto, kar vpliva na posameznika do tolikšne mere, da ko dobi priložnost, da bi lahko karkoli povedal, tudi ne bo povedal. In nenehno živijo v dilemi, ali prav razumejo ali ne, ali bodo prav znali odgovoriti ali ne na vprašanje. Ne? In seveda nobeden izmed nas ne želi izpasti tako, da ne zna odgovoriti na neka vprašanja. In zato tudi mnogokrat se
sami zaprejo in ne želijo. Je pa seveda treba tudi vedeti, da izjemno malo ljudi v slovenskem prostoru zna z njimi komunicirati. Mnogokrat tudi svojci ne znajo ali pa izjemno skromno. Si predstavljate, da nekdo, ki je gluhoslep, uporablja v življenju, ne vem, 50 znakov, ampak mogoče sem celo pretiravala, mogoče celo manj. Kaj je 50 znakov v življenju posameznika? Izjemno malo. Na tisoče besed. In še tako pravimo včasih, da česa ne znamo pojasniti. Ravno o tem, torej, kako so sprejeti v družbi, kaj bi bilo potrebno narediti zanje, tako v ustanovah, morda v dolgotrajni oskrbi, bova spregovorili pa v zadnjem delu oddaje, ki naj bo neka krona tega najinega pogovora. In resnično upam, da bodo ti ljudje jutri imeli lepši dan, kot so ga imeli včeraj. Lepo pozdravljene in pozdravljeni. Gre za tretji sklop pogovora z doktorico Simono Gerančar, generalno sekretarko združenja Dlan, to je združenje za osebe z gluhoslepoto. Morda bi za konec te oddaje, ki je zelo zanimiva, kaj ti ljudje sploh ne poznajo, jaz sama tudi nisem poznala gluhoslepote, poveva, kaj bi morali kot družba narediti. Kaj je tisto, kar nam je lahko vzor iz tujine, katere so dobre prakse, pa morda glede na pogovore z ljudmi, tudi tistimi, ki so bili na filmu. Kaj je torej naša naloga, naloga družbe, države, institucij? Jaz vidim kot prvo nalogo zagotovo to, da te ljudi priznamo, da seveda obstajajo, tudi seveda za tem, da uredimo njihove pravice in njihov status. Druga stvar, seveda, da tudi mi kot gledalke, gledalci oziroma vsi skupaj nekako se ozremo okoli sebe in tudi, če zaznamo kakega takega posameznika, posameznico, da jo seveda da se obvesti združenje Dlan. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker potem lahko na tak način vstopamo v kontakt z njimi. Namreč zelo velikokrat sploh ne pride do tega, da bi prepoznali ustrezno, ali je človek gluhoslep ali ne. In mnogokrat ljudje v bistvu mislijo, da je gluhoslep samo tisti posameznik, ki je popolnoma gluh in popolnoma slep. To seveda nikakor ne drži. Človek ima lahko še ostanke enega ali drugega čutila, vendar to ne zadošča za to, da bi lahko normalno funkcioniral v vsakodnevnem življenju. In zato je zelo pomembno, da ima ustrezno pomoč. Ti ljudje niso tisti, ki bi želeli zavrniti pomoč, ampak jih je strah, ne znajo in tudi ne upajo stopiti. Recimo kot primer bom navedla znova v eni od institucij v slovenskem prostoru, kjer je bilo, da je gospod ležal več kot 10 let nepokreten v instituciji kot gluhoslep. Ta njegova nepokretnost je bila posledica seveda večkratnih poskusov samomora. To poskušajo ti ljudje večkrat najbrž. Se ne znajdejo v tem svetu, je prekrut za njih. Te stiske so včasih zelo hude. In ko človek nekako ne vidi več smisla v takem stanju, ko se enostavno vse ustavi, si znamo predstavljati, da ne vem, celo življenje nekaj počnemo, smo ustvarjalni, odločamo o svojem življenju, odločamo o marsičem in potem naenkrat ničesar več. Ne moremo ničesar več početi. In kako naj tak človek najde smisel? Hkrati je tudi komunikacija izjemno otežena ali morda celo nobenega posameznika ni v okolju, ki bi znal se z njim sporazumevati. In ko pride do tega, je potrebno seveda toliko več neke empatije, toliko več nekega razumevanja uporabiti pri takem posamezniku. Ampak, ker sem začela ta primer, je bilo vse skozi izraženo to, da ta človek ne želi sodelovati. In da ne le, da ne želi sodelovati, da je celo nesramen, da je mogoče odklonilen, da je celo na trenutke nasilen, če se ga kdo dotakne. Ampak vse to je samo nakazovalo to, da on ničesar ni razumel. Ko smo mu pojasnili, da seveda je potrebno to in to, je rekel z veseljem. In ko je bil on razumljen, smo lahko z njim dosegali marsikaj. To je seveda znova pokazatelj tega, kako zelo pomembno je, da smo pri teh ljudeh človeški, v prvi vrsti človeški. Kje pa dobimo recimo združenje Dlan
kam ljudje pokličejo, kakšen je naslov, kakšno pomoč dobijo lahko tudi za svojce. Ja, zdaj seveda v Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan pomeni, da delamo po vsej Sloveniji in da ukolikor nas kdorkoli pokliče, lahko tudi pomagamo pri tem, da preverimo, ali gre res za osebo z gluhoslepoto, ukolikor gre, potem nudimo vse potrebne informacije za to, da se uredijo morebitne pravice, zato da tudi svojci dobijo informacije, da se jih okrepi, deluje tudi skupina za samopomoč in pa tudi skupina staršev oziroma svojcev. Poleg tega se izvajajo znotraj Združenja Dlan številni socialno-varstveni programi, za katerimi krepimo ljudi z gluhoslepoto v prvi vrsti. Tako poteka tudi usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih, strokovno svetovanje gluhoslepim, smo tudi izvajalci osebne asistence, poleg tega seveda potekajo tudi večdnevni tabori oziroma zmanjševanje socialne izključenosti, potem tudi razvoj jezika gluhoslepih in tako naprej. Skratka, vse je izključno namenjeno za to, da se krepi posameznika in da tudi tak posameznik najde, osmisli svoje življenje. Zdaj, pri nekaterih seveda je ta smisel lahko čisto nekaj drugega kot pri nekom drugem, ampak ne glede na starost, ne glede na to, kdaj pride tak človek do nas, imamo te izkušnje, da v bistvu se njihovo življenje spremeni in se na nek način tudi osmisli. In to je tisto najdragocenejše, videti, kako v bistvu posameznik zraste, ko ne razmišlja več o tem, da bi storil samomor, ampak o tem, kako lahko prispeva k družbi in kako lahko kogarkoli osreči. Moram reči, da ko sem bila na nekaterih dogodkih Združenja Dlan, sem pravzaprav občudovala, česa vse so zmožni. Nekdo je kiparil, ena gospa je plesala, ena je pripovedovala svojo življenjsko zgodbo. Kaj je tisto pozitivno, kar nekateri počnejo, tudi med gluhoslepimi? Vse, karkoli želijo početi, v čemer vidijo nek svoj smisel, tisto, kar lahko, tisto, kar želijo, absolutno podpremo. To je tisto najlepše, kajti moramo izhajati iz človeka samega. In oni so takrat najsrečnejši. Oni takrat živijo za to, da naredijo iz gline srčka in da nekomu podarijo. To je v bistvu res tisti pravi namen, tisti pravi smisel. Ali pa ne vem, živijo za to, da se naučijo neko pesem in da odrecitirajo, da potem s to pesmijo nastopajo. Jaz vedno pravim, da ko stopijo na oder, so največje zvezde. Tiste zvezde, ki jih lahko občudujemo, kajti toliko energije, toliko moči vlagajo v to, da to zmorejo. Kajti takrat, ko smo začeli delati, torej pred 20 leti z ljudmi z gluhoslepoto, ni bilo človeka, ki bi ga lahko postavili na oder. Prvi javni dogodek, ki je bil večji, je bil leta 2013, dan odprtih vrat. In ko se je to zgodilo, se je seveda zgodilo en kup nekih negativnih stvari pri ljudeh samih, kajti niso zmogli prenesti, da so naenkrat iz popolne anonimnosti bili prestavljeni na oder. Danes seveda to ne dogaja več. Pač določeni posamezniki so tako okrepljeni, da si želijo in vsakokrat sprašujejo, kdaj lahko nastopam. Videla sem celo plesalce. Na enem izmed dogodkov so plesali, sicer o pomoči tolmačev oziroma spremljevalcev, in vendar je bil ta ples nekaj posebnega. Vsakokrat se mi zdi, da je to nekaj posebnega, obenem pa moram reči, da zelo radi plešejo. In tako plešejo zdaj tudi kavbojske plese, nekateri so celo v parih znali plesati, nekateri trebušne plese. Skratka, tisto, kar nekako človeka motivira oziroma kar se mu zdi najboljše. Ne glede na to, da seveda ne slišijo glasbe, lahko začutijo ples in tudi vibracije. In meni je to vedno izjemno opazovati te ljudi, kako lahko vse to počnejo, medtem ko bi mi marsikdaj rekli, tega pa ne znam, tega pa ne zmorem, jaz pa tega ne bom. Oni z največjim veseljem predstavijo, kar zmorejo in znajo. No, morda, ker se bližamo koncu oddaje, moram reči, da se mi je zdelo zelo zanimivo, Simona, da so lahko naše gledalke in gledalci spoznali gluhoslepoto. Včasih smo nestrpni, pa dežuje, tako kot recimo danes, ko snemamo to oddajo in zelo dežuje, pa si rečemo grozljivo vreme.
vendar ti ljudje niti tega dežja ne vidijo in ne slišijo. In zato moram zaključiti to oddajo, da smo včasih celo prekritični, da včasih mislimo, da smo edini, ki imamo težave. Vendar, ko pogledaš te ljudi, vidiš, kaj so tiste prave težave. In morda čisto zaključek, ena lepa misel Simona. Tudi če ne vidijo in ne slišijo, pa čutijo s srcem, pa čutijo z dlanmi in to je tisto najpomembnejše. In zato je tudi združenje Dlan. In tudi izdelujete izdelke v obliki dlani, bela dlan, pa rdeč srček. Tako je, Zelo srce na ganljivo. dlani. Tako. Zelo ganljivo je bilo ta pogovor, bo gotovo našim poslušalkam in poslušalcem drugačen od vseh ostalih, kajti teh ljudi pogosto ne vidimo, ne slišimo, so sami, vendar upam, da od danes dalje jih bomo znali prepoznati in tudi zanje poiskati pomoč. Hvala za gostovanje. Hvala vam. Spoštovane in spoštovani, vesela sem, da je današnja gostja doktorica Simona Gerenčar, generalna sekretarka Združenja Dlan. Kaj je torej Dlan in o čem bova danes govorili? Danes bomo spregovorili o Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan in seveda o ljudeh z gluhoslepoto, torej o ljudeh, ki imajo hkratno okvaro sluha in vida. Spregovorili bomo tudi o njihovi moči in o tem, kako izjemni so. In o dotiku, ki zbližuje te ljudi in tudi nas. Hvala.